Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Verjetno pred kratkim ni bilo doma, v katerem ne bi odmevala harmonika. Številni po vsej Sloveniji, pa tudi v tujini, smo spremljali Anžeta Krevha, ki je osvajal in tudi uspešno osvojil Guinnessov rekord. Lepo pozdravljen, Anže. Pozdravljeni. Najprej moram povedati, da sva se torej dogovorila, da se bova kar tikala, kaj ne? Tako. Povej mi, je ta rekord sedaj že potrjen ali ne? Kako je s tem? Ne, rekord uradno še ni potrjen. Načeloma imamo mi zdaj 1 leto časa, da oddamo vso potrebno dokumentacijo, pa tudi vse posnetke, ko smo morali snemati. In zdaj v kratkem bomo zbrali oziroma bomo že imeli vso dokumentacijo, da bomo lahko poslali, potem pa še tisti čas, ki si ga vzamejo na Guinnessovem sedežu v Londonu, in pa upamo, da bo pozitiven odgovor. No, tega osvajanja rekorda se bova v nadaljevanju še dotaknila. Najprej pa me seveda zanima, kdaj si prvič v življenju harmoniko sploh prijel v roke? Začel sem pri svojih 6 letih. Takrat, bom rekel, sem bil zelo velik fan te narodno-zabavne glasbe, bom rekel, vse posod, kjer je vlast res spremljal. In potem sem tudi začel mami in očetu, bom rekel, tečnariti, kdaj bom jaz dobil harmoniko, kdaj bom lahko začel. Še prej je pa mi že moja prababica kupila tisto plastično harmoniko, katero sem celo raztrgal. No, potem sta pa se le mama in ata me usmilila, pa sta mi kupila eno otroško harmoniko. Potem smo pa začeli z vajami in z vsem in, bom rekel, vedno bolj sem rastel. Pa kdo doma morda tak velik ljubitelj harmonike, ali si bil ti prvi? Doma smo popolnoma neglasbena družina. Nobeden od drugih ni, kaj bom rekel, da sem prvi, ja. Kje vse pa si pridobival znanje? Si imel kakšnega inštruktora? Kako je torej ta tvoja pot? Tako, na začetku sem začel pri enem privatnem učitelju na Remšniku, to je bil Boštjan Sprečnik. Z njim sva delala, bom rekel, okrog 4 leta. Potem sem leta 2010 šel k Robertu Gotarju. Z njim sva začela potem tudi delati za tekmovanja, razne te tehnične pesmi in podobne zadeve. Robert Gotar me je tudi spravil do naslova državnega prvaka. To je bilo potem leta 2015. No, za naprej po državnem prvenstvu pa sem si izbral učitelja Manuela Šavrona. On je prvi magister celo na frajtonarici. Z njim smo pa potem tudi začela prirejati tako, bom rekel, novejšo klasično glasbo, s katero sem še pa potem zmagal na evropskem prvenstvu in pa 2-krat na svetovnem prvenstvu. Nekje sem zasledila torej, da si tudi čez mejo se učil? Ja, tako, k njemu sem hodil celo na Dunaj. Smo imeli res take intenzivne vaje, bom rekel, vse počitnice, kaj sem imel v šoli, tiste tedenske počitnice, sem šel zmeraj na Dunaj in gor intenzivno cele dneve treniral, pa tudi kdaj čez vikende, petek, sobota, nedelja, in smo res cele dneve, bom rekel, od zjutraj, od 8 do zvečer, do 10, 11, smo trenirala samo harmoniko, potem še po noči sem moral še se učiti za maturo. Mi je tam še moj učitelj tudi pomagal, marsikaj. Tako da smo delala res, bom rekel, dan in noč. Si se morda še s čim drugim ukvarjal ali je bila harmonika tista ena in edina? Bom rekel, res tako profesionalno in tisto sem poprimal za harmoniko, da sem se res poglobil v njo. Drugače hobije, imel jih pa drugače še polno. Bom rekel, drugače smo v družini, je veliko lovcev, naprimer, se tudi od otroštva sem v tem lovstvu noter, pa tudi potem, bom rekel, pohodništvo, plezanje, kolesarjenje, pa tudi vožnja z motorjem zdaj, zmeraj se je nekaj našlo še zraven harmonike, ampak res poglobljeno sem pa zmeraj samo harmoniko. Kakšen pa se ti zdi torej odnos Slovencev, sploh tistih mlajših v osnovni šoli, do harmonike, do te narodno-zabavne glasbe? Se mi zdi, vseeno nekako posežejo po nekih drugih inštrumentih, pa potem, ko so starejši, morda poprimejo tudi za harmoniko. Ja, bom rekel, zadnje čase opažam, da je harmonika res ful popularna med mladino, bom rekel.
Res je, da marsikdo posluša druge glasbo, ampak vseeno se mi zdi, ko poprimeš za harmoniko, je še vsak mlad rad zapoje zraven. Zdaj, ko pa opažam, tudi ko učim na glasbeni še zraven, bom pa rekel, da je vedno več teh tudi v osnovnih šolah, ko se prijavljajo na inštrument harmonike in bom rekel, pridno trenirajo. Treba jih je motivirati, ampak bom rekel, da je res vedno bolj popularna, bom rekel, tudi med mladino. No. Kaj pa punce, se odločajo za harmoniko? In so tudi, ja. Sem imel tudi, oziroma imam še zdaj tudi nekaj učenk harmonike, pa bom rekel, da so zelo, zelo pridne. Tako da res zanimivo, no. Za vsi te poznajo po harmoniki, pa vendar je prav morda, da poveva, zakaj si se izšolal, kakšen poklic danes opravljaš? Ja, drugače sem diplomiran inženir mehatronike. Zaključil sem fakulteto tukaj v Mariboru. Delam pa zdaj v podjetju kot konstrukter. Harmoniko pa še vseeno zraven opravljam kot neki hobi, bom rekel. Si tudi lovec, si omenil, morda kaj več o tem poveš. Torej, ta strast pa je iz družine. Ja, ta strast je dejansko iz družine že od mojega dedeja, potem oče, sestra, bom rekel, strici, bratranci. Smo res taka, bom rekel, lovska žlahta. In zanimivo je, da v začetka zelo nisem imel nekako veselja do tega. Nič me ni zanimalo, ampak pol pa nekako, bom rekel, zrasteš s tem in na koncu sem se tudi jaz odločil, da hočem tudi narediti kaj v dobrobit lovskih družin, tako tudi kot do narave, in ker sem tudi zelo rad v naravi. In da zaščitimo tudi naravo, pa tudi živali, sem se tudi odločil nekako še za ta hobi. Bi lahko rekel sicer, da je bilo v času osnovne šole, srednje šole veliko odrekanj, da si lahko dosegel vse to, o čemer se danes pogovarjava? Ja, od začetka bom rekel, je bilo kar odrekano, ne, ampak potem s časoma, bom rekel, to ni več toliko odrekanje. Ampak je dejansko postane tisti tvoj vsak dan oziroma nekaj, kar delaš z veseljem, pol na koncu ni odrekanja, ne. Je pa res, da sem jaz dejansko skozi samo, bom rekel, šola harmonika, ne. Zelo malo sem jaz se družil, bom rekel, s svojimi sovrstniki. Naprimer, zmeraj sem bil rajši v kakšni starejši družbi. Tudi posledično zaradi harmonike, ne. Sem šel kam igrati, je bila zmeraj, bom rekel, bolj starejša družba. Tako da dejansko ni bilo na koncu toliko odrekanje. Zdaj, ko pa pogledam za nazaj, bom pa rekel, mi pa niti za eno, za kar sem se odrekel, mi ni žal, no. Na tej poti so te precej starši podpirali, vozili sem, tja. Verjetno si njim danes precej hvaležen. Ja, najbolj. Bom rekel, ne moremo pisati tistega, kako sem njima hvaležen, oziroma celi družini, predvsem pa njima sploh. Res nam je bodrila od vsega začetka. Nikoli ni bilo tistega dvoma, da nam v kaj ne bi uspelo. Zmeraj smo šli z neko željo po zmagi oziroma po tisti poti in res vozila sta me vse posod, bom rekel, po celi Evropi, od Slovenije do Slovaške, vse posod smo hodili na ta tekmovanja, zmeraj sta bila zraven mene take dobre volje, mama zmeraj skrbela za mene, ona je dejansko, bom rekel, tudi ko sem se začel učiti, je ona hodila z mano na vaje in si je vse pesmi v zvezek pisala. Rekel, vsak prijem, tista tipka, tisti prijem, tisti prsti morajo biti gor, tisti basi zraven. In si je vse pesmi tipko po tipku pisala in sva se potem doma sama tudi učila. Tako da prava asistentka. Ja, res. In potem še tukaj oče, bom rekel, on je, ker je tudi bil, zdaj sicer upokojen policist, ampak bom rekel, je tudi upravljal ta poklic pri meni, bom rekel, za psihično pripravljenost. To je res znal. Psihično me je pred vsakim tekmovanjem res izjemno pripravil in to sem mu še danes hvaležen, da prenesem, bom rekel, vsak pritisk, no.
Ampak kako si sploh prišel do ideje, torej podreti Guinnessov rekord in ko si doma jim zaupal, jaz sem pa probal več kot 2 dni skupaj igrati, kakšen je bil odziv? Zanimivo je bilo to, jaz sem prišel že na idejo, bom rekel, okrog tam enega leta 2018-2019 nekje že prišel na idejo, ampak takrat bom rekel, koliko zdaj razmišljam, še verjetno ni bil pravi trenutek za to in sem nekako potem dejansko pozabil na to. Zdaj, ko je pa prišla ta ideja, bom rekel lani, sem pa dejansko povedal za to idejo in bom rekel, starša sta v trenutku, v tisti sekundi sta rekla ja. In to je res neverjetno in tudi bilo komu drugemu sem zaupal to, vsem se je zdelo predvsem izjemen tak podvig. Tudi mojemu prijatelju, ki je na primer bil soorganizator, to je Gregor Slemenjak, njemu, ko sem to zaupal, res je, da mi je sicer najprej rekel, da sem norca, ne, ampak potem je bil z mano od prvega do zadnjega, tako da rekel, res zanimiva izkušnja s tem, ko smo se soočali, da gremo v to. No. Spremljali smo te lahko v živo, pa vendar, morda povejmo malo, kakšna so bila pravila. Ja, pravila smo imeli, da sem na 60 minut igranja dobil 5 minut pauze. Potem sem imel tudi med vsako skladbo 30 sekund pauze. In pa kar se tiče pesmi, vsaka pesem je morala trajati minimalno 2 minuti. In pa ni se smela ponoviti v roku 4 ur. Ampak mi smo glede repertoarja imeli tam okrog 250 pesmi. Smo imeli tako za malo več kot 10 ur vsega skupaj in smo samo tisti repertoar ponavljali. Tako da se dejansko ni moglo zgoditi, da se bi katera skladba v roku 4 urah ponovila. Ne. In koliko dejansko si jih zaigral od teh 250? Dejansko nekaj smo jih imeli sicer zbrisali. Dogajalo se mi je, da se katere pesmi nisem spomnil. Smo enostavno pobrisali, tako da na koncu res jih bilo nekoliko manj, ampak še vseeno čez 200. To smo pa ponovili potem malo več kot 5-krat vse skupaj. Če si zdržal nekaj ur skupaj, si imel na to več odmora. Tako. Si morda v tem času dejansko lahko za kakšno minutko zatisnil oči? Ja, zaspal sem prvič v nedeljo zjutraj. Se pravi, 2 noči sem celi prebedel, a ne 2 dni, pa 2 noči sem prebedel. Ampak takrat sem v nedeljo imel res orenk krizo, bom rekel. Dogajalo se mi je, da res več nisem vedel, kje sem, kaj počnem, zakaj špilam. In potem smo si vzeli v nedeljo zjutraj 15 minut pauze in takrat sem šel za 10 minut zaspat. Kakšen je občutek, ko se po 10 minutah že moraš zbuditi in dalje? Veš, kak je, ko sem toliko časa že igral, dejansko več nisem razmišljal tisti občutek, zdaj moram pa vstati pa iti igrati, ampak meni je bilo samo umevno. Jaz moram vstati in iti. Tu zanimivo, ko so me prišli buditi, sta mi prišli moja punca pa moj fizioterapeut do mene, me je fizioterapeut malo probal po obrazu, se nisem odzval, tu smo potem posnetke gledali, ko me je prijatelj snemal, potem me je samo 3-krat po prsih udaril in sem bil takoj po koncu. Kdo vse je bil s teboj ves ta čas? Imel si kar široko ekipo, ki je skrbela. Kaj vse so torej skrbeli? No. Tako, moja ekipa je bila pa sestavljena, bom rekel, imel sem 6 neodvisnih prič. To so bili pač ljudje, ki niso smeli biti z mano v kakem sorodu. Oni so skrbeli tam dejansko, da so si zapisovali, koliko časa igram, koliko pauze sem si priboril, koliko pauze sem porabil, kdaj sem imel pauzo, kdaj sem igral, pa potem tudi po mojem repertoarju so mi govorili, kaj moram igrati, pa tudi so štopali vse pesmi, da so bile res minimalno 2 minuti dolge, štopali so moje pauze, z mano so šli vse na pauze od odzadi, ko sem se šel masirati, so bili skozi z mano in oni so se menjavali na 4 ure. Se pravi, hkrati sta bili prisotni 2 priči in potem po roku 4 urah sta se priči menjali. Tako da sem imel 6 teh prič, tam sta bili prisotni 4 ure, pa je naslednjih 8 ur sta bila pa prosta tista 2. Potem sem imel seveda to mojo družino, bom rekel, oče je skupaj z mojim prijateljem, tem Gregor Slemenjakom, je oče, to je Marjan Krevh, je skrbel za vso organizacijo, da je vse gladko steklo. Potem so bile moja mama Alenka,
in pa teta Jožica Turjak, moja punca Anika Košan in pa sestra Sara so pa dejansko skrbele za mene. Bom rekel, one so mi kuhale, potem prinašale hrano, me hranile med igranjem, ker dejansko med pauzo nismo imeli dosti časa za hranjenje in smo kar med igranjem so me hranili. No, potem sem imel še enega fizioterapeuta, to je bil Anže Kolar, pa tudi eno maserko, ta je bila Maja Uran. Imel sem pa tudi prijatelja, ki je vmes, bom rekel, skrbel tudi za mojo psihično kondicijo in da sem se tudi psihično vedno bolj bil, da sem bil na tistem nivoju, zmeraj, da nisem padel pod nivo. To je bil Damjan Bisako, on je skrbel za to moje psihično področje, bom rekel. Pa tu še potem tudi Oma je bila, zmeraj prisotna, Erna. Pa je bil kdo dejansko tako dolgo kot ti tam? Ja, vsi so bili tam. Vsi so bili tam. Bom rekel, tudi, naprimer, stric Jože je tudi bil, je tudi, bom rekel, že starejši, je bil zmeraj tam. In tudi cela ekipa, naprimer, je šla, so rekli, gremo spat, ampak več kot pol ure niso, v roku 1 ure so že vsi prišli nazaj, res niso mogli spati. To navdušenje s teboj. Ja, res da. Pa kaj te je bilo bolj strah, iz fizičnega vidika, psihičnega, kaj je tisto, česa si se morda pred začetkom najbolj bal? Najbolj sem se bal psihično, če bom zdržal psihično, Ker to je res, bom rekel, na koncu se je izkazalo, da je bil bolj pritisk, bom rekel, z psihičnega vidika kot z fizičnega. Ker z fizičnega, tako bom rekel, tiste gibe imaš, ko jih dejansko že delam celo življenje, s harmoniko, in si dejansko navajen teh gibov, roke so navajene, vse je navajeno, telo. Tako da tisto se nisem toliko bal. Tudi mogoče sem se bal, da bi kak krč dobil, edino to. Ampak sem imel res izjemnega tistega fizioterapeuta in maserko. Ta fizioterapeut Anže me je tudi vmes masiral, predvsem levo roko, da nisem dobil kakih krčev sproti. Tako da res vsi so skrbeli za mene vrhunsko. Preverjali so, kako se počutiš, tudi pri hrani so prav posebno pazili, kaj ti dajo za jesti. Tako, bom rekel, sicer hrana je bila čisto normalna, tako kot vsi jemo vsak dan, ampak sem imel pa točno določeno, na koliko časa lahko pojem, koliko kalorij, koliko česa, in to je tudi, zato je skrbel moj, bom rekel, sošolc, ki je potem po srednji šoli šel študirati prav to prehrano športnikov, to je bil Blaž Klemenc. On mi je vse preračunal med mojim igranjem, tudi ko sem že prej imel treninge, sem mu vse pošiljal moje srčne utripe in mi je na podlagi tega vse preračunal, koliko kalorij, koliko jaz porabim in koliko moram nazaj noč spraviti, da se bom dejansko počutil koliko toliko v redu. In dejansko med samim igranjem je bila psiha tista, ki je najbolj morda dvom spravila, ali bom sploh zmogel. Ja, čeprav ta dvom mi je prišel samo enkrat. Bom rekel, enkrat vmes sem samo tako pomislil, ko sem gledal po dvorani, ko sem gledal svojo ekipo, kako se trudijo in sve svoje navijače, sem si samo enkrat rekel, v primeru, da zdaj zaključim oziroma da se predam, koliko razočaranja bi bilo. V prvi vrsti, kako bi jaz razočaral svoje najbližje, ki so od prvega začetka verjeli vame, in potem svojo celotno ekipo, ki so res delali s srcem in dušo za mene, delovali smo res kot eno, in potem vse navijače, ki so prišli, pa vse, ki so nas spremljali doma pred ekrani, bom rekel, koliko bi bilo to razočaranja. Ampak samo ta dvom sem enkrat dobil vmes. Nisem pa toliko pomislil, da bi pa rekel, zdaj bom pa nehal. Skozi me je nekaj gnalo naprej. Videli smo tudi z rožicami, vrtnicami, kdo si je to domislil in kaj je bil sploh pomen tega? To sta si pa, bom rekel, namislila moja teta in stric, Jožica in Jože Turjak. Ona dva sta pa dejansko pripravila 10 manjših vas in pa 5 malo večjih vas. In potem za vsako polno uro igranja sem dobil eno vrtnico v tisto manjšo vazo. In ko smo napolnili vseh 10 tistih vas, je potem smo vse vaze, mislim, smo vse tiste vrtnice dali v eno večjo vazo in takrat je pomenilo 10 ur, da sem igral. In to je bilo res tako, bom rekel,
zelo domiselna ideja, ker je še mene vsako uro dvignila. Vsako uro sem pričakoval, zdaj pa dobim rožica. Potem, ko je prišlo do tiste ure, sem se že malo hecal. Rekel, zdaj pa dobim rožica. In pol so izbirali take ljudi iz publike, ko so mi dejansko nekaj pomenili, ko jih imam rad, da mi je potem vsako uro en dal tisto vrtnico. Odkot pa sploh odločitev za ta 53, 53, 53? Prvotno je bilo mišljeno malo manj, kaj ne? To je bilo zgolj naključje. Bom rekel, veliko medijev je sicer pisalo, da sem, bom rekel, da sem rekel 53 ur bom igral, ampak jaz tega nikoli nisem rekel, koliko bom igral. To je bilo pa zgolj naključje. Na koncu, bom rekel, sem že bil dejansko v takem, kot da bi že malo haluciniral. Meni se je že prostor dejansko vmes 3-krat spremenil. Jaz sploh več nisem imel občutka, da sem v istem prostoru. In sem že res dejansko malo se mi je že bledlo od vsega. In jaz dejansko, ko mi je oni rekel, 2 minuti moraš igrati, jaz nisem vedel, kaj moram 2 minuti delati. Nisem več vedel, kaj pomeni 2 minuti. Nisem imel več občutka. In sem pač pilal. In ko mi je oni rekel, nehaj, sem nehal. In potem je bilo tako, da smo se imeli nikoli, ko gremo. In mi je že prej moj glasbeni kolega Primož rekel, idi na 55, 55, 55. Da sem rekel, to je še kar dolgo, ampak bi bili zmožni. No, pol pa je, ko smo prišli do tiste 53, mi je pa en izmed prič, to je bil Srečko Krope, mi je na list napisal te 3 številke, mu rekel 53, 53, 53 in mi je samo pokazal listek, jaz mu pokimam, sem rekel, to je možno. In pol seveda sem poklical vso svojo ekipo do sebe, sem rekel, se strinjate, gremo do toliko, zaključimo, pa se poslovimo od vsega in so se dejansko vsi strinjali. Pol smo pa za na konec res, je bila publika nora, rekel, peli so z mano celo noč zadnjo in celi zadnji dan v nedeljo so peli vsako pesem z mano. Pol smo pa za na konec zapeli pa zaigrali Slakovo, ja. In tako se je pol pri teh 53-kah zaključilo. Je načrtovano bila ravno ta pesem kot zadnja ali tudi ta spontana? Ne, tudi ta je bila spontana, ja. To mi je pa celo en moj, tako tudi ko je bil priča, Miran Pušnik mi je dejal, zaigraj glas harmonike, in pol se je tam vse skupaj zaključilo. Seveda je vse zanimalo, kaj bo prvo Anže storil, ko pride domov. Kaj si torej storil, ko si prišel skozi domača vrata, domača postelja? Bom rekel, tisti dan oziroma tisto nedeljo smo potem zaključili okrog 3 popoldne, se mi zdi, da je bila. Jaz sem še do pol 9 zvečer bedel. Sem še pomagal tam pospravljati, vse domov zapeljati doma, koliko toliko po večjem pospraviti neke zadeve. Verjetno tisti adrenalin. Adrenalin je delal na polno. Bom rekel tako, bil sem čisto v svojem svetu. In ko sem prišel domov, nič, počasi sem se stuširal in v posteljo, potem sem pa naslednji dan, sem že 20 do 8 zjutraj sem že bedel. In dejansko enkrat do danes, enkrat čez dan nisem še zaspal. Pa preden si se lotil tega podviga, si morda za nalašč kakšno noč prebedel? Ja, tudi sem. Dejansko me je zanimalo po tolikih urah nebedenja, kako se odziva moje telo. In sem probal, da sem dejansko okrog 40 ur bedel. Ampak je bilo tako, da sem čez dan, prvi dan normalno funkcioniral, čez noč sem špilal, potem sem pa zjutraj normalno se stuširal, hladen tuš in sem zopet šel v službo in potem zvečer je bilo tam okoli 40 ur. Tako da sem dejansko probal, kako funkcioniram v tistem nespanju. In edini občutek, kar je bil takrat proti koncu, proti večeru, že mogoče iz tega vidika, ker sem vedel, da grem spat, me še bolj edino se mi je zdelo, kot da sem že malo pijan. Tega občutka pa na srečo takrat pri rekordu nisem imel. Tam je bila utrujenost, mogoče ko sem vstal gor, ko sem hotel se malo prebuditi, me je včasih kar tako malo zaneslo. Nekako nisem imel ravnotežja, ampak dejansko nisem imel nekega občutka tistega, da bi, tako kot sem ga imel prej, ko sem treniral to nespanje.
Ob koncu si medijem dejal, da boš verjetno že kar naslednji dan primil znova harmoniko v roko. Je bilo tako? Ja. Ne, nisem je. Rekel pa ne zato, da bi se mi zamerila ali pa kaj. Enostavno nisem. Naslednji dan smo imeli je bilo toliko sporočil, klicev, da še do danes nisem mogel, kaj se tiče sporočil na Facebooku, v teh državnih omrežjih, še do danes nisem vse pregledal in vse prebral. Sem pa potem po nekaj dneh za en intervju moral prijeti za harmoniko, ampak na srečo se mi harmonika res ni zamerila. Še danes jo res z veseljem primem pa zaigram. Čeprav sem imel malo strah. Enkrat sem imel res strah pred rekordom, da bi mogoče, pomislek sem imel, kaj pa če slučajno se mi zameri, da je res nikoli več ne bi mogel primiti v roke. Ampak pol sem nekako tisto misel odklopil in hvala Bogu ni bilo tako. Praktično si osvojil vse, kar se je dalo osvojiti. Kakšne pa so sedaj tvoje želje? Pri 23 letih se lahko s toliko uspehi pohvališ. Ja, hvala Bogu, nam je res, bom rekel, kar smo si zadali, smo uspeli oziroma zmagali. In to je bilo res nekako zadnje dejanje, kar je bilo še v moči, da se pokažem, bom rekel, v takem tekmovalnem duhu oziroma, bom rekel, ta rekord je tako želja samega sebe, bom rekel, res imel to željo, ker tu dejansko ni šlo, bom rekel, za neko kvaliteto igranja, ampak dejansko samo igranje in to je bilo bolj kot šport, bom rekel. Ampak dejansko sem se hotel sam sebi dokazati, koliko zmorem in kako daleč lahko gremo. Zdaj, načrti za naprej, bom rekel, nekih načrtov nimam. Predvsem rad bi to moje znanje na mlajše prenašal, kar mi je res pomembno oziroma to delam z veseljem. Načeloma drugih načrtov pa zaenkrat, bom rekel, nimam. Moramo najprej, bom rekel, še ta rekord dojeti, bom rekel, ker ga še danes nisem popolnoma dojel, da nam je res uspelo in da smo konec. Še kar imam nekako občutek, da še bo ta rekord prišel in da še bomo enkrat igrali, ampak moram dojeti enkrat, da je to konec in da nam je uspelo. Že hvala, ker si vzel čas, bil gost v moji oddaji. Upam, da boš še na veliko let rad prijel za harmoniko in z njo srečeval ne le sebe, temveč tudi številne okoli tebe. Z veseljem, hvala vam. Hvala tudi vam, da ste bili ponovno v naši družbi. Vidimo se prihodnji četrtek, do takrat pa ostanite na BKTV.